Glasovi svetov. Dober dan želim. Dr. Igor Škamperle v oddaji Glasovi svetov. Miti imajo svoje sporočilo in legitimnost, ne glede na to, ali se je kaj od tega, kar manifestirajo, pripovedujejo, upovedujejo, dejansko zgodilo ali pa se sploh ni, delujejo in imajo svoj učinek. V čem je uganka, da zgoščeni arhetipski modeli še vedno osmišljujejo življenja skupnosti, hranijo smisle in imajo svojo verodostojnost? Kaj je potem takem v srži tega, da človeštvo pogreva, obnavlja, ustvarja izraze mitološke krajine, arhetipske situacije in preproste motive, ter z njimi marsikaj seveda tudi potvarja in poenostavlja? Kljub veri v znanstveno-racionalne doktrine, kako se razumete, kako se prepletata, kako hodita druga ob drugi, mitološka materija, mitska vsebina, ki je po svojem značaju precej sveta, poveličuje kult osebnosti, izpostavlja lastnosti skupnosti, nacionalnosti, države, kraja, prostorov in dogodkov, ali če rečem duhovno-kulturna praksa preteklosti in znanstvena zgodovina, kako to materijo posvaja sodobna družbena stvarnost, kako se odraža v vsakdanjem in političnem življenju in kako se na obstoj mitov z interpretacijami in presojami odziva znanstvena javnost. In glede na to, da je mitološki korpus zelo obsežen, se bova verjetno osredinila na ustanovitvene mite nekdaj lokalnih skupnosti, ki so prerasle v večje imperije, dejanske zgodovinske tvorbe, njihove zametke, razvoje in propade pa zgoščujejo mitske zgodbe, ki te dinamike spremljajo in razlagajo. Ja, dober dan. Zadela ste kar v sredino stvari, kot se reče. Mitološka, mitska tema, mitološke zgodbe, to je pravi, seveda, pragost, kjer je tudi veliko grmovja in vsega mogočega s pozitivnimi in negativnimi lastnostmi. Miti so pomembni, niso neposredna stvarnost in resničnost, niso del znanstvene, objektivne pripovedi. Ravno v tem se razlikuje mit, mitos od logosa, od razumne, racionalne misli, ampak je pomemben. Za človeka je pomemben. Govori tudi določeno resnico, ki je za človeka pomembna. Zakaj? Zato, ker, kako bi rekel, z eno besedo, z eno mislijo, da bi odgovoril na vse to. Glejte, človek se rodi prezgodaj. Še ni narejen. Rabi kar nekaj časa, za razliko od drugih živih bitij, nekaj mesecev, kakšno leto, da se postavi na noge in da se usposobi za življenje. Ampak ta njegov biološki minus je potem na drugi strani človekov plus. Človek ustvarja idejni svet. Mu je premalo objektivni svet. Mu je premalo tudi znanstvena razlaga. Ni zadovoljen z njo, čeprav ve, da je objektivna. Rabi nekaj drugega. Kaj rabi? Rabi smisel. Rabi nekaj, kar presega neposredni svet. In tu se rojeva umetnost, spoznanje, mit in seveda veja, ki pride tudi s povezovanjem s prakso, s magijo staro, potem tudi moderna znanost. Miti nudijo neko nad ali pa onkraj racionalno razlago, osmišljajo stvari, Hkrati pa so za sodobnega ali pa če rečeva modernega človeka tudi zanimivi, ker so v njih, v mitih, v mitoloških pripovedih prisotne določene neke vrste simbolna abeceda, so prisotni nekateri elementi arhetipski, kot jim rečemo, izvirni, simbolni motivi, teme, ki govorijo o človeku, o tem, kaj smo, kakšni smo, dobri in slabi, o čustvih, o spretnostih, intuiciji, o zemlji, bogovih in onkrajnosti.
Miti torej lahko opravljajo etično konstruktivno vlogo v skupnostih, v kolektivih, saj gre za neke vrste intuitivne zglede, kako ravnati v določenih okoliščinah in razmerah. Tudi legitimirajo določene ideološke izbire, po drugi strani pa pojasnjujejo tudi potencialno sprevržene in deformirane oblike družbenega ravnanja. Kot o tem nekje pišete, primerov pa je seveda ničkoliko. Da, nedvomno, kot ste rekli, to je neke vrste, v mitih je prisotna neke vrste psihološka abeceda. In zanimivo, da mit lahko podučuje, seveda moralno, spodbuja, okarakterizira pozitivno ali pa negativno, ampak se mi zdi, da je najbolj zanimivo to, da mit pravzaprav izpostavi tudi tiste temeljne, jedrne, konfliktne situacije. In ena najbolj pogostih pravzaprav zgodb je prav vezana na to, kot rečejo moderni psihologi, primarna družina, temeljni odnosi, ki izhajajo iz tega, moški, ženska, oče, sin, mati, sin, oče, hči, mati, hči in bratje, sestre. In zanimivo, da so prav iz teh mitičnih, mitoloških zgodb tudi moderni psihologi, psihoanalitiki izluščili ven nekatere temeljne komplekse, kot je iz kralja Oidipa, mit o Oidipu, Oidipov kompleks, ali pa Elektrin kompleks hčerke Agamemnona, potem njegov umor maščuje ta otroka, proti lastni materi, se pravi vezanost hčere na očeta, in tisti tretji tudi kompleks, ki tudi spremlja človeške kulture in tudi slovensko, če tako rečeva, kolektivno, kot so menili psihologijo, duševno kolektivno dojemanje, to je bratski kompleks, kompleks zapletena situacija, zaplet, konflikt, lahko tudi uničujoči med bratoma ali brati. In če smo konkretni, ta mitološki obrazec o nasprotovanjih med brati ali pa med bratoma je pogost motiv, ki je prisoten v svetopisemskem izročilu. Seveda gre tudi za legendo o Romulu in Remu, ki sta ustanovila ob Tiberi mesto Rim. Izvori tega motiva, ki potem preraščajo bratomorne vojne, so torej verjetno medkulturni, čeprav etnični elementi in njihovi spopadi, ki so značilni za sodobnost, ne glede na to, kje in kdaj so nastali, izvorno niso imeli kakega bistvenega ali pa sploh nikakršnega pomena. Nedvomno, to je tako biblijski, arhetip, če tako rečemo, izvirni lik, se pravi prva človeka, Adam in Eva, prvi, recimo, biblijski mit, in potem njuna otroka, Kain in Abel, bratomor, nasprotovanje, zavist med bratoma, ali potem se v stari zavezi to ponovi med bratoma, dvojčka tudi, Jakobom in Ezavom, to sta otroka Izočakov, Izakova otroka, Jakob in Ezav. Jakob je pameten, Ezav je grob, in seveda z materino pomočjo, Jakob nadaljuje izročilo. Ali Romul in Rem, pred kratkim smo imeli simpozij v okviru Grošljevih dnevov o antičnem Rimu. Naslov je bil prav mitični in zgodovinski Rim do druge punske vojne, kjer sem sam govoril poleg drugih kolegov, kolegic o tem rimskem mitu Romulu in Remu, ki sta tudi dvojčka in tudi med njima bratomor, ker se Romul razjezi in z lastnega brata, ki prekrši neko nenapisano pravilo, skoči čez brazdo, kjer bo mestno obzidje, brata Rema ubije. Tako da je ta bratomorski kompleks zelo močno prisoten že predkrščanski in tudi za slovensko, zaradi ideoloških sporov, političnih sporov, religioznih sporov, bratomorne vojne med drugo svetovno vojno, zaradi nazorske drugačne opredelitve, tako vsakodnevno spremlja tudi slovensko družbo. Ker se kar naprej pojavlja ta motiv dveh bratov, sem medtem razmišljala, ko govorite o dvojčkih, o parih, Romul, Rem in drugih, nikoli o sestrah, vedno o bratih, tudi v drugih primerih, čeprav je tudi med sestrami v pravljičnih vsebinah veliko nasproti lahko. Ampak tam ne gre za prevlado v geopolitičnem smislu ene sestre, ene osebe, za posedovanje ozemlja, bolj za družben status, za pridobitve neozemeljskih privilegijev in statusnih simbolov. Ampak zakaj miti ne obravnavajo tenzij med sestro
in bratom, naprimer, zakaj ženski princip tukaj v teh primerih vedno umanjka? Ja, zato ker je med bratom in sestro navadno bolj harmonično, ljubezensko, prijateljsko razmerje. To nam mit sporoča med bratoma ali pa lahko tudi med sestrami, tremi v literaturi, v književnosti, ali pa med dvema bratoma, se pa zaostri konflikt. To nam sporoča mit, Se pravi, o tem govori mit, čeprav ni znanstven, nam pove neko resnico o človeku, Z bratom se boš pa kregal, Zakaj? Ker gledata drugače in vsak bi rad bil prvi, ta glaven. In se stepeš. In lahko se potem ta kompleks, polnalni kolektivizira v neki skupnosti. Partizani, domobranci. Te nazorske opredelitve najbrž niso značilne le za slovensko ali pa nekdanjo Jugoslavijo, kjer je seveda živelo več narodov in je prišlo dejansko do te bratomorne vojne in že prej seveda, tudi med Prvo svetovno vojno, ker smo pač pripadali različnim silam, ampak recimo zdaj v tem trenutku je tudi nekaj v nebo pijočih primerov, ko se znotraj določene državne entitete med seboj ne morejo konstruktivno povezati, integrirati različne družbene skupine in skupnosti z določenimi različnimi predznaki in večnacionalnost mnogokrat predstavlja poseben trdovraten problem. Ja, torej tako, arhetip, neki izvirni lik, ki ga mit lahko večkrat povzame in ga spravi, ga na nek način izpove skozi zgodbo, mitsko, prav to so tiste segmenti, tiste lastnosti, ki presegajo objektivno racionalno misel in hkrati povejo še nekaj več ali pa drugače, izpostavijo te konfliktne situacije, Zdaj, mit je seveda, oziroma s takšnimi lastnostmi, so družbe poklicane, da jih znajo integrirati in z njimi pametno, če bi tako rekli, živeti. Integrirati, ampak zato, da jih integriramo, jih moramo najprej, to tudi psihoanaliza reče, najprej to obelodaniti, izraziti in legitimirati, to je potem družbena tema, kako se nekatere teme, ki so konfliktne, ki so zapletene, lahko je to čisto osebna družina, lahko je to narod, družba, mesto, krajina ali celo civilizacija, nekatere take konfliktne situacije najprej obelodaniti, jih legitimirati kot razlike in potem se s družbenimi dogovori ali pa osebnimi dogovori v osebnih družinah, smiselno, pametno, pozitivno živeti na osnovi nekih človeških, etičnih, moralnih norm. Ampak sicer pa te formule različnih ustanovitvenih, državotvornih, političnih, družbenih mitov tvorijo, kot rečeno, negativne in pa pozitivne predznake. Bi se še mogoče vrnil, jaz sem tudi na tem simpoziju imel svoj prispevek o Rimu, na Grošljevem simpoziju, ko smo govorili o priliki slovenskega prevoda Tita Livija, njegovega monumentalnega dela o ustanovitvi mesta Rim, ad urbe condita, to so bila zadnja desetletja prejšnjega starega štetja in Tit Livij umre potem leta 17 po Kristusu in je izdal to veliko zgodovino Rima, ki se prepleta z objektivna dejstva z mitološkimi in kjer je prisoten tudi seveda ustanovitveni mit o mestu Rim, tem večnem mestu, v katerega vodijo vse poti, o Romulu in Remu, ampak sam sem poudaril tudi še drugi mit, ki je s tem povezan. Prvi ustanovitelj Rima je bil Romul in Rem, dojila ju je volkulja, bratomor pride med njima, seveda volkulja, to je zelo zapletena tema, zelo tak šamanske prvine še v tej volkulji podoji, zato ker Rea Silvija Vestalka je spočela, dorodila ta dvojčka, počela naj bi, to spet mit pove s kakšnim pastirjem, ampak mit reče, da je spočela z bogom Marsom, potem ta otroka podoji volkulja, niti nista njena dva otroka, vidite ta materinski aspekt Rima, ki da hrano, nahrani tudi ljudi, ki niti niso njegovi, še pred samim začetkom, in potem seveda zrasteta. Ampak pride med njima do konflikta. Romulski arhetip Rima je seveda
ob pozitivnih ima jasno tudi negativno poanto. In se kot takšen ne bi moral tudi Rim ohraniti v tej svoji pozitivni vlogi. In ima ob tem tudi pozitivno mitsko legendarno figuro kralja, ki je nasledil Romula, Numa Pompili, ki pa je pozitivni. Ne? Pozitivni lik, ker povabi ljudstva, da prinesejo svoje pridelke, jih zmešajo, ustvarijo svoj nov prostor mesta in je tisti integrativni, povezujoči element. Numa Pompili je prihajal celo iz sorodnega mesteca Sabina, ampak ga senat takrat izvoli za drugega kralja in se začne linija rimskih kraljev. Se pravi, ima Rim dva arhetipa, negativnega, bratomornega in pozitivnega, integrativnega, povezovalnega, ki se potem nadaljuje skozi zgodovino. Cesar Konstantin, ki preda mesto Rim papežu Silvestru in potem se ohranja ta integrativna vloga katoliške cerkve, univerzalne, ne. Potem seveda Rim v pozni antiki propade, v 5. stoletju, 476 po Kristusu, in prevzame njegovo vlogo tako imenovani drugi Rim. To je Carigrad ali Istanbul danes postane, ne? In potem v 15. stoletju, 1453, tudi ta drugi Rim, Carigrad, Bizanc ali Konstantinopolis pade tudi in se ta tradicija Rima pravzaprav prenese v tako imenovani tretji Rim, ko pridejo Turki v Carigrad. Ne? In ta tretji Rim je Rusija, Moskva, tako, ne, s poroko Ivana III., moskovskega princa in princese Zofije ali Zoe iz družine Paleolog iz Grčije, iz Carigrada, in postane tretji Rim, ki ne bo padel, pravi ruska tradicija. Ampak potem je seveda tudi četrti Rim, to pa so Združene države Amerike, Kapitol v Washingtonu. Četrti Rim, ki pa se, če se vračava zdaj, nekako pozablja na tisto, kar je bila Pax Romana, Pax Americana, kot rečemo, pozablja na tisti namen rimski. Rim, naredimo tudi vojno, ampak zato, da bo mir. In vsaka vojna, ker ljudje pač smo takšni, kot smo, vsaka vojna in tudi zmaga zahteva določene kompromise, ki jih moramo vsi sprejeti. Ne? To danes človek pozablja in želi samo z surovo močjo izboriti si ta mir, kar pa se ne izide vedno. No, naj bodo Združene države Amerike ali katerakoli druga sila, ki v tem trenutku vsiljuje mir po svoji meri, zagotovo ne gre za voljo po integraciji različnosti, za pluralnost, ampak bolj diši po že znanih nedemokratičnih razvojih, pa tudi nepravnih in nepravih in nepravičnih sredstvih, o čemer sva že prej načela nekoliko vprašanje, kako pa je v objektivni preteklosti in sedanjosti in tudi hkrati slovansko-slovenskem karantanskem motivnem opusu, če tako rečem, in če hkrati seveda vlečemo niti tako mita kot zgodovinske preteklosti. S čim smo legitimirali ta naš prostor, da smo tu, s čim si ga zaslužimo, torej tako skozi mit kot skozi izpričano zgodovino, in kako mit slika izpričuje te naše konfliktne situacije. Ja, tako je. Preko tega ovinka se lahko pa zdaj vrneva spet nazaj oziroma v slovenski prostor, kjer spremlja tudi slovensko zgodovino od pokristjanjevanja naprej, kot je Prešeren imenitno ubesedil ta epo Krsta pri Savici, neko seveda bratomorno oziroma znotraj narodno soočanje s razliko in konfliktom, poganska zasnova in pokristjanjevanje, pa potem spor protestanti in katoliško obnovo za časa Primoža Trubarja in potem obnovo katolicizma na Slovenskem s škofom Hrenom in Ravbarjem in drugimi, in potem strašni konflikt med drugo svetovno vojno, s komunistično revolucijo in obrambo starega krščanskega izročila, ki se še kar perpetuira oziroma nadaljuje, z vsakimi volitvami se to izražava tudi vsakodnevno. In zdaj, kaj nam pravi mit? Pa tudi sodobna psihologija. Če mi nekega arhetipskega konflikta
ali če nekega simbola pravzaprav ne znamo učinkovito, uspešno legitimirati družbeno in integrirati v družbo, razlike, nazorske, idejne, se lahko te simbolne, arhetipske vsebine vrnejo po ovinku v patološki obliki. Se pravi, če nekega simbola ne znamo živeti, lahko kolektivno, lahko pa tudi osebno, se nam pojavi kot simptom, kot bolezenski znak. In kakšni so potem ti simptomi, kakšne so najbolj aktualne bolezni globalno sveta, Evrope? Prej ste omenili Združene države, ki želijo mir, ki to seveda ni, ampak se pravi z nasilnimi, vojaškimi, agresivnimi sredstvi vzpostavljati. Ja, v ozadju je, recimo, so še odmevi kolonizacije, prepričanja, ki smo ga podedovali iz 19. in 20. stoletja o nadmoči Zahoda, Evrope in našega vrhunca v Združenih državah Amerike. Prepričanje, da smo najbolj razviti in najboljši, ampak ne gre več. Situacija v svetu se spreminja, ne. Se dvigujejo druge kulture, druge civilizacije, Kitajska, tretji svet, Indija, ruski svet, ki je drugačen in želi tudi drugače živeti. Zahod, če tako rečeva, Evropa, ki je zdaj popolnoma padla na izpitu, in Združene države Amerike s to agresivno politiko tega ne znajo sprejeti, teh razlik, ne, vodijo v konflikt. V jedru je pa seveda tudi ta izjemno težko, verjetno nerešljiv konflikt med Izraelom in muslimanskim svetom. Ne. To je pa tudi gre spet od nekega arhetipskega, če hočete, mitskega, ampak to gre zdaj za religiozni mit, ne, se pravi, ni več samo mit, ampak prva dva Abrahamova sinova, Ibrahim, oče vere, oče ene vere, oče enega Boga, je imel dva sinova z dvema ženama, Saro in deklo Hagaro, ki je bila Arabka, Egipčanka, ne. Izmael se najprej rodi in potem šele dobi drugega, rečemo religiozno, otroka duha, prvi otrok telesa, drugi otrok duha, Izaka, ne. In seveda potem zaradi pritiska žene, Sare, napodi, odslovi Hagaro, Egipčanko in Izmaela, ampak Bog spregovori v puščavi z njo in reče, ne boš umrla in od tvojega sinu bom naredil roda, ki ga bo kakor peska v puščavi. To je prva Mojzesova knjiga, ne? Samo več čas bo živel v konfliktu. In potem se vleče to nasprotovanje, ne, do političnih izrazov, takšnih in drugačnih v modernem svetu. Kaj pa Evropa, ki je tudi znotraj razdeljena prav po nacionalnem ključu, ne moremo reči sicer, da je brez trenj in tudi ni bila v zgodovini, ampak kateri skupni kolektivni spomini, katera skupna zgodba nas druži, če seveda ne mislimo na te ekspanzionistične, kolonialistične instinkte, ki niso lastni samo tej kulturi naslednici stare Grčije in starega Rima. Katera je tista zgodba, ki si jo pripovedujemo v pozitivnem smislu? Kateri so morda tudi ti pozitivni miti prostora starega sveta, stare Evrope, ki je po naše nekdaj predstavljal tudi civilizacijsko in duhovno smer za druge, ne le za nas, pa vendarle te zgodbe svetu zdaj več ne moremo pripovedovati in vanjo prepričati druge. Ja, vse to so postali za nas tudi seveda mitja, ne, na nek način. Čeprav Evropa ima svoje izročilo, ima svoje duhovno izročilo, ima tudi svoje izročilo načina reševanja teh konfliktov, ne, ki ga ne smemo zanemariti, tega izročila. Nismo prišli od včeraj, kot Rim pravzaprav želi, ni prišel iz nič, čeprav ga Romul na začetku postavi, ampak je Virgilij lepo opisal v zadnjih desetletjih prejšnjega štetja, ne, kako je Enej iz Troje ubežal, ko mesto Troja zgori, nekje fiktivno, ne, mitsko v 12. stoletju pred Kristusom, in potem se Enej pluje, ne, mimo Kartagine, kjer sreča Didono, ampak jo zapusti, ker ima usojeno po volji bogov, da bo ustanovil novo mesto, tako da so v Laciju, kjer se sreča z Latini in potem tam ustanovi, pride do novega mesta Rim, ki na nek način nadaljuje, ne, izročilo
prekinjeno izročilo Trojancev in se s tem tudi na nek način v mitu, pa tudi zgodovinsko, revanšira proti Grkom, ki jih potem Rimljani tudi stare Grke osvojijo. Tako da Evropa ima celo vrsto teh starih izročil, temeljno pa je seveda krščanstvo, ki mogoče glede na v tem času, tudi glede na zadnje dogodke, in tako sam zdaj osebno razmišljam, bi morali govoriti ne samo o judovsko-krščanskem izročilu, ker je krščanstvo čisto novo, drugačno poglavje, čeprav izhaja seveda iz zaveze stare, potem nastane nova zaveza, ampak je velika prekinitev in se krščanstvo, kot ste omenila, razvije potem v evropskih ljudstvih in narodih in vzpostavi to staro celino kot neke vrste zibelko, se v veliki meri enako kot na staro zavezo navezuje tudi družbeno, kulturno, mentalno, zgodovinsko na grško-rimsko. Mogoče je enako legitimno, da govorimo o grško-rimskem krščanskem svetu. Ampak seveda nekaj seveda je tudi stare perzijske kulture, mitologije, neki primesi vendarle. Seveda so primesi, povsod so primesi, pa tudi gor iz Sibirije, povsod so primesi, ampak potem oblikuješ sama svoje novo mesto, svoj nov prostor in primesi pa je, gremo nazaj daleč nazaj, do vse povsod. Zdaj to vprašanje se ne povezuje, ne veže točno na mit in na mitološko osnovo, ampak vendarle ga v zvezi z odnosom do lastne države, do državotvornosti, do vzpostavljanja foruma vseeno omenimo, in sicer gre za neko morda osebnostno neskladje, za neko dvojnost, za neki konfliktni odnos, ki ga imamo do mesta, ne pa do narave, smo zelo dvopolni. Slovenci, kot pravite, ne gojimo nekih bližin do urbanega, ampak se takoj, ko je mogoče, umaknemo nazaj v naravo, kot da nam je urbano precej tuje in vsak hoče imeti svoj košček zemlje, ki je seveda nekje na podeželju, v agrarnem, vaškem svetu. Ali morda to pomeni, da potem recimo ne moremo oblikovati nekih urbanih mestnih skupnosti, do katerih bi bili recimo pripadni, in tudi recimo, da imamo manj potem, urbanih mitov. Ja, drži. Torej, ob tem simpoziju, ga spet omenjamo o antičnem Rimu, mi je prišla tudi na misel, ker smo govorili o teh izvirnih mitih, ustanovitvenih mitih, sem se spomnil pokojnega kolege, psihologa, psihoanalitika Jožeta Magdiča, jungovske šole, iz Maribora je bil, in se večkrat ukvarjal in se spraševal, katere so tiste arhetipske situacije, neki izvirni, praliki, duševni, izvirni liki, ki spremljajo recimo neko slovensko, če tako rečemo, kolektivno identiteto. In jaz sem pomislil prav na ta dva, ki ste jo tudi na kratko omenila. Eno je ta bratomorni konflikt, ki izhaja iz dveh nasprotujočih si in hkrati znotranje družinskih pravzaprav, nazorskih pogledov, ki sega nas daleč nazaj do Karantanije, spravi 8. stoletje, ob koncu selitve narodov, takratni stari celini, in pokristjanjevanje, poganski, slovanski in krščanski aspekt, ki se potem ohranja skozi zgodovino do moderne dobe in se izraža v politično-nazorskih konfliktih, ki jih ne znamo pametno integrirati enega z drugim. In druga taka lastnost je tudi ta, ki se kaže seveda v konfliktnih, malo arhaičnih oblikah, neka napetost, značilna za slovenske ljudi, z razliko, kaj bi rekla, od Italijanov, od Dalmatincev. Slovenci to doživlja bolj kot nek konflikt med urbano kulturo v malem lahko mestu ali pa velikem mestu in podeželjem. Mi imamo radi podeželje kot izvirno Slovanijo, ampak se to kaže potem v najbolj tudi vsakodnevnih, preprostih, banalnih, pa hkrati tudi napetih oblikah. In imamo mestni svet še vedno za rahlo tuji svet, Medtem ko je naša intimna navezanost prisotna
v stiku z naravo, kar je seveda lepo, deloma je to gotovo nastalo tudi zaradi izjemnega krajinskega prostora, v katerem Slovenci živimo med Alpami in Jadranom, Krasom in Notranjsko in Panonsko širjavo, ki se tam z enim koščkom dotika tudi slovenskega narodnega prostora. Tako da imamo zelo razvito, razčlenjeno, bogato, kulturno, umetniško, življenjsko, vsakodnevno življenje z naravo, z krajino, če tako rečem. Seveda, primorani pa smo kot moderni ljudje živeti z tehniko, tehnologijo in tudi v mestih z avtomobili, kjer pa se večkrat to potem kaže ob koncih tedna in vikendih in tako naprej, v posebnih družbenih, socioloških kategorijah. Ja. In s tem, da na mitološki način malikujemo naravo ali s tem čaščenjem, ki pravite, da je pri Slovencih posebno izrazito in morda včasih celo malce patološko, lahko povezujemo tudi obujanje starih verskih praks in znanj ter izročil, ki pa imajo tudi neko težnjo vendarle k povezovanju skupnosti, odgovornosti do skupnosti, do človeka v zavetju naravnih sil, v živetju z naravo. Nedvomno se kaže tudi v vsem tem iskanju svetišč narave, če tako rečem, ampak kot sociolog bi opozoril, ta zgodba je starejša, je stara. Jaz mislim, da se celo pri slovenski družbi kaže še nek globlji konflikt, ko mi se motimo, ko krščansko vero, religijo povezujemo potem s kmečkim podeželskim svetom. Temu podeželskemu svetu so v antičnem Rimu rekli pagus, od pride izraz paganos. Krščanstvo se razvije najprej v skupnosti, v mestih, v urbanih naseljih. Krščanstvo, škofija pride iz mesta. Na obrobju, na deželi so bili pa še pogani, paganusi. Pogani. Potem seveda z zgodovino se je to malo spremenilo, ampak v izvirni obliki je še vedno tako. In se mi zdi, da se kaže težava še danes v sodobnih družbenih oblikah legitimirati vlogo katoliške vere in cerkve v mestih. To nekako nam ne gre, ideološko, družbeno. Dopustimo, da je to na deželi, tam ne bojo, ampak tu v mestih smo pa mi razsvetljeni ali pa ne vem kako drugačni, urbani. Ampak v resnici je napaka, spet en arhetip, ki ga ne znamo integrirati. Kako pa danes iz razbiranja sodobnih geostrateških razmerij razumemo dediščino starega Rima, pa ne gre seveda v mitu in v dejanskosti, kar se tiče tako integracij in povezovanj, kot seveda te razklanosti, o čemer sva danes sicer že nekaj govorila. In kaj danes v resnici pomeni to, da je Rim potrebno ljubiti, ne le razumeti. Besedo Roma, če jo beremo nazaj vzvratno, potem dobimo povsem drugo besedo Amor, ki je seveda dovolj povedna. Ta trenutek sodobni položaj v svetu je zapleten in se pravkar so izdali pred nekaj meseci v italijanski reviji za geostrateške študije Limes, pomeni meja, s tako posebno tematsko številko Roma, Rimu, tudi z mitskimi vsebinami in sodobno geostrateško vlogo v svetu danes. Jaz sem seveda omenil, da sem se tu oprl na nekatere strokovnjake, to je celo omenil Gregorovius, znani srednjeveški zgodovinar Rima. Rim je treba ljubiti, obrniti je treba besedo Roma, Amora. S tem hočemo povedati to, da se ne da vseh stvari vedno racionalno, zgodovinsko, objektivno razložiti, se ne da tudi vseh stvari pravno normirati, čeprav pravo je doma prav v Rimu, ampak prav v Rimu, odkudar je doma pravo, nas priča o tem, da je za razumeti življenje in v sožitju pametno živeti, treba znati razumeti tudi še nekaj več od zapisane norme. Je treba Rim tudi z vso njegovo heterogenostjo znati, razumeti, ljubiti, sprejeti. To je mišljeno navodilo, življenje je treba znati sprejeti. Življenje lahko v družini, doma, v svojem kraju, v svoji službi, v svojem okolju, v svojem družbenem okolju. Razumeti z vsemi svojimi heterogenostmi, da ne eksplodirajo, kot smo imeli tudi že
priliko v Jugoslaviji, zdaj se nekaj podobnega dogaja v Evropi ali lahko celo v svetu. Ne. In to je izziv, ki ga lahko z neko pozitivno noto, z nekim pozitivnim sporočilom svetu daje prav Rim, s katerim Slovenci na Primorskem in tudi širše nimamo vedno pozitivnih izkušenj, ampak tu bi prav kot Tržačan opozoril, ne, na to pozitivno vlogo, ki jo daje tudi ta mit Rima. Sodobni francoski filozof Rémy Brague je napisal lepo knjigo, jo imamo tudi v slovenščini, šla pri Mohorjevi družbi v Celju, Evropa, vejca rimska pot. Prav s tem integrativnim mitom Rima, ki povezuje. Se pravi, razumeti heterogenosti, različnosti, drugačnosti, narodne, nacionalne, nazorske, kulturno, ideološke, ne, danes bi rekli tudi spolne, tako naprej. Znati integrirati v neko človeško harmonično po možnosti obliko sobivanja. No, morda zdaj to tudi Ljubljana ob Rimu seveda skriva v svojem imenu nekaj ljubezenskih asociacij, pa ne le to, njen argonavtski ustanovitveni mit je prehitev tega rimskega ob Tiberi. Ne gre seveda za zgodovino, čeprav se navajajo zgodovinski podatki. Ljubljana Emona naj bi po argonavtih nastala pred Rimom in to kar nekaj let, stoletij pred tem. Ja, res je, to ste se dobro spomnili, to me je pritegnila ta tema, sem pred časom tudi pisal mit o argonavtih, ki so ga obudili na osnovi nekih zapisov starih grških avtorjev 6. in 7. stoletja, Zosima ga je obudil zlasti Janez Ludvik Schönleben, baročni mislec, knjižničar v stari palači Aušpergov v Ljubljani, tam, kjer je danes Nuk. V 17. stoletju je Schönleben, njegov oče je bil ljubljanski župan, drugače je sicer rodbina po očetu prišla iz Nemške, mati pa je bila Slovenka, Suzana Kušlan iz Ljubljane, tako da so slovensko govorili doma. In je v latinščini napisal Schönleben obsežno delo, obudil mit o argonavtih in opisal, kako so argonavti, Jazon in kolegi šli po zlato runo po mitu, v Kolhido, to je tam ob vznožju Kaukaza, se vračali potem, takšna je bila prerogba, da se morajo po drugi poti vrniti v Grčijo in so šli po Donavi gor, po Savi, želeli so priti na Jadran, pa potem po morju nadaljevati. Sava je zavijala gor proti hribom in so zavili na Ljubljanico in potem tu, kjer Ljubljanica naredi ovinek okrog griča in teče najbolj počasi, so prezimili in ustanovili mesto, staro Emono, leta 1222 pred Kristusom, pred našim štetjem. To se pravi, kakšnih 400-500 let pred ustanovitvijo Rima, leta 753 pred Kristusom. In potem so naslednjo pomlad, takrat je Jazon na Barju bil zmaja, to je ljubljanski zmaj, in potem so šli po Ljubljanici do Vrhnike, kjer je bilo potem rimsko naselje, na Oportum, pristanišče, razstavili ladjo Argo, taka čarobna ladja, in po tiste glavne tramove nosili, tam sta potem dve poti, ena hrvaška pravi, da so zavili v Kvarner, Schönleben pravi, da je bila tam taka soteska pri nanosu in so prišli v Vipavo in potem po reki Vipavi v Sočo in na Jadran. Je pa zanimivo seveda o tem debatirati, to poslušati, tudi zato, ker so za ustanovitev obeh mest, tako Rima kot kraja, kjer je zdaj Ljubljana, odgovorni ustanovitelji, prišleki, priseljenci, tisti, ki bežijo, danes bi rekli, da so to begunci, ne recimo stalni naseljenci, ki so nekje blizu, da bi odkrili ta kraj. Govorimo spet seveda, kot rečeno, o legendah, o mitih in ne o zgodovinskih dejstvih. Je še kaj drugih recimo teh mitoloških značilnosti, elementov, ki družijo recimo ta dva ustanovitvena mita? Jaz mislim, da je ta Schönlebenova zgodba o argonavtih zelo učinkovit mit, nažalost, po imenu ga poznamo, ampak več kot toliko ga nismo znali obuditi. Anton Tomaž Linhart spomne tudi na to v svojem prvi taki zgodovini, poskusu zgodovine južnih Slovanov.
deželah Avstrije, ampak drugače ga nekako ne znamo integrirati. Poanta pa je bil, da ima Ljubljana ali stara Emona še pred rimsko kolonijo seveda stare korenine, ki so še starejše od Rima. Tudi mesto Siena v Italiji ima tak mit, recimo, ker pravi, da je Rem, ki ga je Romul usmrtil, ubil, imel takrat, je bila njegova punca noseča in je rodila dvojčka, tudi ona, Sema in Asija, in sta bežala pred stricom Romulom na sever in ustanovila mesto Siena, ki se na grbu mesta Siene se tudi najde volkulja z 2 otrokoma, bratoma Romulom in Remom, tako da sta potomca Rema. Tako da to so neki po vrste miti, po moja razlaga je taka, ki skušajo pokazati, da ti kraji kot Emona, Ljubljana ali kot Siena so še starejši od Rima in imajo še starejše korenine. Ni vse od Rima, ne? Imamo še neko izvirnejšo mitsko zgodbo, ki nam legitimira, ne, svoj obstoj. In zdaj proti koncu oddaje dr. Igor Škamperle morda tudi nekaj vaših pogledov na to, kaj je objektivna zgodovina oziroma variacija mogoče odigrane zgodovine, ki seveda je vendarle bolj resnična in objektivnejša od samega mita, ki pa jo drugače osvetljuje in daje drugačne pomene, jo dopolnjuje lahko in morda tudi nekaj o tem razmerju med pripovedovano preteklostjo, zgodovino, mitom in pa zapisanimi dejstvi, črno na belem, kako se recimo spreminja odnos do tega, kar je zapisano in kar je pripovedovano, kakšni in kateri primeri imajo večjo težo v ustnem in pisnem izročilu. Ja, drži. Torej, zapleteno razmerje, v tem tudi stroka skuša, tudi to, potem je bilo govora, kolega Pobršin je na simpoziju govoril, razmerje med mitom in objektivno zgodovino. Zdaj tako, izhodišče za sodobne pristope študijske je to, mit seveda ni objektiven, mit ne govori, pravzaprav to tudi ni njegov namen, govoriti nekaj, kar se je konkretno zgodilo takrat in takrat, ne? Ampak na nek način mit povzema stvari in govori o stvareh, ki pa zmeraj so. Ne? To je bila taka že definicija stara. Spravi, ne povzema ene objektivne resnice, ampak govori o stvareh, ki so bile, ki se lahko ponovijo. Mita seveda nikakor ne smemo absolutizirati, ga jemati preveč resno za resnico, ampak z neko primerno, razumno držo, razumnim branjem pa lahko izluščimo zanimive segmente. Ker ne smemo pozabiti na veliko moč, ki jo ima mit. Mit legitimira in tudi vsake prenove, pomislimo na religije, ne, recimo na krščanski mit, ne, če zdaj ne smemo reči mit, ampak evangelijsko zgodbo, ne, kako močna je. Ne, in vsaka poskus prenove, ne, narodne, politične, religiozne, vedno pokliče na pomoč, se ozira nazaj k tistemu konstitutivnemu, začetnemu, izvornemu mitu. Kako smo se pri osamosvojitvi dobro razumeli. Ne? Vrnimo se tja, čeprav smo se tudi zelo kregali, ne? Ampak ta evangelijska pripoved, ne? Papež Frančišek poudarja, vrnimo se k evangelijskemu krščanstvu, k izvirnemu. Kako ima zelo veliko moč, ne? Ki skuša potem navdihniti prenovo v seveda našem novem, drugačnem času. Ne vem sicer, če zato želi slišati naš v globalni sistem, v jeklo neoliberalnega kapitalizma vpet zavarjen svet, ki pač noče niti slišati za kakšne druge alternative, za manj kaotičen in etično bolj sprejemljiv red, kot recimo, da se ta svet nekemu mitu, ki vse to vsebuje, izneveril, kot da se ta svet tepe s tem mitom. Lahko da tako rečemo, da zdaj seveda sodobnega človeka, ne, v moderni družbi sodobnega človeka absolutno odnesel, kako bi rekel, to smo vsi podvrženi temu pohlep. Ne. To je nekaj, kar je iracionalno. Pohlep,
tudi po hleb, po proizvodni. Ne. To je pravzaprav tista otroška želja, vse mit bi nas lahko naučil, ne. Otrok hoče vse imeti, ne. Otrok je jezen, če nima tega, kar dobi. Ne. Na ta način se nam smejajo lahko stare kulture, ne, kakšna Indija, pa tudi Kitajska. Ne. Kako smo zahodnjaki res še vedno otročji, ne. S tem, da imamo jasno tehnološko in vojaško realno moč, ne. Ampak to je lahko poguba za ta naš liberalni neokapitalizem, ne, ki želi na otroški način svojo igračo vedno dobiti. Miti seveda govorijo drugače in bi nas lahko tu, če bi jih resneje jemali, bi nas lahko tudi podučili, ne, da znamo nazaj se vrniti, se samo omejiti. Ne. Mito o Odiseju recimo, ne, ko se je dal privezati sam na jambor, da je lahko poslušal sirene, kako pojejo. Ker pojejo tako lepo, pomislimo na sodobno tehniko, ekran, ne, evo čaranost ekrana, da vsakega zapeljejo. Izložbe, ne. Nauči se samo omejitve. To Odisej naredi, ker je bil brihten, inteligenten, pa hkrati radoveden. Ne. Jih je hotel slišati, ampak je svojim tovarišem na ladji zamašil šesa, da niso mornarji nič slišali, sebe pa dal privezati na jambor, kot piše Homer v Odiseji, ne. In jih je poslušal in je vnaprej rekel, lejte, fantje, če se bom skušal odvezati, ne, pa skočiti ven v objem kakšne sirene, me še bolj privežite, me še bolj stisnite. Ne. In je bil prvi, ki jih je slišal in prišel živ čez. Ne. Kateri pa so po vaše zdaj morda tisti miti, ki so najbolj patološki, ki so seveda moderni, sodobni miti, urbani miti, katerikoli miti, ki hkrati seveda tudi delujejo? Po eni strani seveda mit potiskamo v območje iracionalnega, je tam nekje v območju religije verovan, ne, po drugi strani pa pravzaprav se držimo določenih. Ja, jaz mislim, da je ta mit, tako zdaj na hitro se pogovarjam, pa bi rekel, bi ga lociral 500 let nazaj. Tja, ta začetni konstitutivni zahodni novoveški mit gospodovanja človeka, ne, Francis Bacon, angleški kancler, ne, ki je govoril Nova Atlantida, človek, ki gospoduje svetu, ki je za tem se razume kot krona stvarstva, da ima dovoljenje, legitimnost, da gospoduje in izkorišča planet Zemljo. To je danes se po 500 letih izkazalo popolnoma zgrešeno. Ne samo, da človek temu ni kos, ampak lahko škodi svoji hiši, ne, če jemljemo Zemljo kot planet Zemljo, kot našo skupno hišo, škodujemo okolju in sebi. Spravi ta mit o prevladovanju, gospodovanju. Ne. Nismo gospodari, niti ne v lastni hiši. Doktor Igor Škamperle, najlepša hvala za obisk v oddaji Glasovi svetov, za pogovor o mitih. Želim vam in vsem, da miti vplivajo tudi v dobrem duhu na prihajajoče spomladanske dni, hkrati pa vam želim lepe praznike. Hvala, srečno. Glasovi svetov.